Lepo pozdravljeni. No, jaz mislim, da je vseeno čas, da se vsake toliko vidimo tudi v živo. In želel sem vam predstaviti najprej nekaj, kar vam bo bistveno olajšalo vaše poslovanje, vendar predno pričnemo, želim povedati par besed o tem, zakaj toliko časa nismo objavljali se pravi tematik v živo, bodisi preko YouTuba ali pa preko drugih kanalov. Predvsem zaradi tega, ker smo ugotovili, da ljudje dobijo preveliko število informacij in ko je potrebno to prenesti v redno delo, se pojavljajo težave. In zato smo rekli, bomo zadevo izpeljali nekoliko drugače in smo tudi sistem izobraževanja zaradi tega nekoliko spremenili. Upam, da to, kar boste danes slišali, vam bo dodatno odprlo določena obzorja in veliko lažje boste sodelovali bodisi z vašimi zaposlenimi ali pa strankami, seveda, če boste to tematiko razumeli. Še prej pa naj povem, da ne pozabite nam pisati od spodaj, lajkajte, dobili boste še več objav, lahko se nam tudi oglasite in povem tudi to, da bomo v kratkem sestavljali posamične skupine v posameznih krajih, in sicer manjše skupine, ravno zaradi tega, da vas bomo lažje peljali do tistih ciljev, ki si jih želite sami doseči. No, pa preidimo na današnjo tematiko. Zakaj se danes saloni navkljub polnim terminom znajdejo v težavah? To mislim, da je tematika, ki bo dejansko odprla razmišljanje predvsem pri vseh nas. Kajti pogosto je v salonih, čeprav navidezno videti vse v redu, se dogajajo, se pojavljajo določene težave, ne glede na to, da nekateri zelo dobro delajo, imajo termine izjemno dobro zasedene in seveda vse to na zunaj deluje zelo uspešno. In hkrati prikazuje, da je veliko izvedenih aktivnosti, ki so dobro opravljene, predvsem pa tudi veliko objav na socialnih omrežjih. In s tem dejansko pokažejo, da je v salonu resnično veliko dela, kateremu se posvečajo. Vendar vprašanje, ki se postavlja, je naslednje. Zakaj navkljub vsemu temu, kar sem navedel, prihaja do tolikšne utrujenosti? Gre pravzaprav za to, da čeprav deluje salon navzven uspešno, znotraj počasi izgublja energijo. In to ni redek pojav. To je zaslediti vse pogosteje, predvsem v salonih, kjer nimajo dobro organiziranega sistema. Torej, še enkrat, veliko dela lahko pomeni poln urnik, vendar to še ne pomeni, da poteka delo mirno. Ni nujno, da je poln salon, hkrati tudi organiziran salon. To moramo razumeti. Eno je biti dobro organiziran, drugo je pa imeti veliko strank. Kajti tam, kjer je delo dobro organizirano, je tudi struktura samega poslovanja jasna vsem zaposlenim in zato vse skupaj poteka veliko lažje. V praksi pa je zaslediti nenehno reševanje določenih težav, ki se pojavljajo sproti. In zdaj, če se vprašamo, zakaj do tega prihaja zato, ker delo poteka brez jasno začrtanega poslovanja in brez
zgrajenega sistema, kot sem predhodno že omenil. In ravno to je tisto, kar ustvarja občutek, da človek nikoli ne pride do tam, kjer si želi, oziroma do konca. Kako je to opaziti v praksi? Če pogledamo nekatere primere, kaj se pravzaprav dogaja, kako to opazim? Prvi znaki so neodzivanje strank na predhodno naročene termine. Takšnih primerov poznamo veliko in verjamem, da ste se tudi sami že s tem soočali. Lahko prihaja tudi do zamujanja strank. Včasih se celo zgodi, da se podaljšujejo termini storitev. Vendar vse bolj je opaziti, da postaja vse pogostejša improvizacija pri izvajanju aktivnosti. In sicer vse to se povezuje z nalogami, ki niso dovolj jasne. Zakaj ne? Ker vse to rešuje ena oseba. Veliko salonov torej danes ne vodi sistem, ki bi moral biti dobro izgrajen, koliko jih vodi trenutna situacija. No, če si to podrobneje pogledamo, lahko opazimo, da zaradi tega prihaja tudi do velike utrujenosti. Vendar ne samo fizične. Torej, človek ni utrujen samo od dela. Utrudi ga stalna odgovornost in stalno razmišljanje. Poleg tega pa še nenehna dosegljivost in občutek, da se salon nikoli ne umiri, oziroma da pravzaprav nikoli ne utihne, je nenehno v naših glavah. Najpogosteje zvečer, ko se vse skupaj zaključi, ko prideš domov, se lepo usedeš, umiriš in razmišljaš, kakšen je bil dan. Se pravi, salon se ne ustavi. Da ne omenjamo vikende. Nekam se lahko odpeljete, vendar še vedno razmišljate, kako je potekalo delo, kaj bi lahko izboljšali, kaj bi lahko dopolnili, odvzeli in tako naprej. Da ne omenjamo ravno tako dopustov. Na dopustu ima človek veliko več časa, da razmišlja o teh stvareh in seveda pogosto so tudi telefoni tisti, ki vse skupaj motijo. Ne glede na to, da imamo danes v večini primerov že avtomatsko naročanje, se še vedno dogaja, da se je potrebno oglasiti na telefon, predvsem tisti, ki delate sami. Ravno tako prihaja do spremembe terminov ali pa do odpovedi. In če podrobneje to pogledamo, vidimo, da največ energije pravzaprav ne vzame delo kot tako. Predvsem vzame občutek, da človek nikoli ne izstopi iz salona. No, in takšne situacije pogosto pripeljejo do tega, da se prične z uporabo marketinga. Ko vidimo, da smo utrujeni, ko vidimo, da nam lahko delo ogrožajo okoliščine, prva stvar, ki se večina ljudi loti, je uporaba marketinga. Brez da bi se zavedali pri tem seveda, da vse to še dodatno povečuje utrujenost. Zakaj? Zato, ker potrebno je pripraviti objave, nekdo jih mora tudi objaviti, potem je potrebno organizirati in izvajati določene akcije, vse več je komuniciranja z zaposlenimi in strankami in seveda tudi oglasi so tisti, ki jih mora nekdo pripraviti, je tako.
In vse to skupaj ustvarja dodatni pritisk. Torej, če delo v notranjosti salona ni urejeno, izvajanje marketinga dodatno ustvarja kaos. Poleg tega se še poveča obremenitev na delo in ljudi in seveda, če nekaj nekam vložimo, potem se povečajo tudi naša pričakovanja. In ta pričakovanja so, da bi imeli več dela, torej več strank in posledično tudi več prihodkov. Potrebno se je sicer zavedati, da če sistem ni urejen, da večje število strank ne more prinesti večje stabilnosti. In tudi v znanju ni vedno problem. Danes znanja ne primanjkuje. Izobraževanj imate na razpolago kolikorkoli želite. In res, izobraževanja, ki se izvajajo, postajajo vse boljša, vse bolj bogata, vse bolj zanimiva, izvajajo jih lahko dobavitelji, izvajajo jih lahko, bom rekel, posamezniki, ki so pooblaščeni za te zadeve, da razumejo koncepte, kaj predavajo, kaj lahko z njihovim znanjem pravzaprav vi dosežete. In veliko je tudi novih trendov na trgu, ki se nenehno pojavljajo. Da ne omenjamo tehnike, ki postaja ravno tako vse bolj napredna in jo je potrebno obvladati, če želimo biti na trgu konkurenčni. Pa vendar, navkljub vsemu temu, organizacija dela v salonu pogosto zaostaja. Zakaj se to dogaja? Ker poslovni sistem, če pogledamo, praktično ni zgrajen in salon namesto, da bi najprej zrasel navznoter, raste navzven. To je nekaj, kar moramo razumeti in veliko salonov danes zaradi tega raste veliko hitreje po storitvah kot po svoji strukturi. Torej, če nima zgrajene te strukture, enostavno ne more narediti koraka naprej. Zagotovo je kdo izmed vas tukaj, ki to spremlja, bil v situaciji, ko se je nenehno vrtel v začaranem krogu. Ve, da mora nekaj narediti, ve, da mora nekaj spremeniti, ve, da mora nekaj preskočiti, da mora narediti korak izven kroga, v katerem se nahaja, vendar nekateri čakajo in reče, bom še malo počakala, nekateri to naredijo, pa ne vedo, ali je to pravilno ali ne, nekateri si ne upajo, nekateri pa verjamejo, da se bo situacija v samem okolju toliko spremenila, da bodo lahko delali še naprej tako, kot so do sedaj, kar seveda se zgodilo zagotovo ne bo. V bistvu je pa zadeva veliko bolj preprosta, to pa zaradi tega, ker danes tisti, ki delamo na tem področju, predvsem tisti, ki delamo na sistematičen način, izobražujemo vodje salonov, da vsako nalogo, ki jo opravijo, smo poleg njih, torej ne delajo ničesar na pamet, vsak korak jih vodimo do, bomo rekli, cilja, ki ga želijo doseči. In veste, danes, če imate nekoga, ki vas spremlja, zato da ne zaidete, pomeni veliko. In samo vprašanje posameznika je, ali se za to odloči ali pač ne. Vendar jaz si pogosto postavljam eno vprašanje. Če lastnik salona vidi, da mora nekaj narediti, in takšnih lastnikov salonov je v današnjem okolju kar nekaj, se sprašujem,
zakaj ne naredijo koraka naprej? Zakaj se ne odločijo, da sodelujejo z nekom, ki jim bo pomagal pri tem, da se bodo lažje razvijali? Eni vztrajajo izključno na marketingu. Marketing kot tak je izjemno orodje, o tem bomo kasneje govorili. In je izjemna pomoč, izjemna podpora, vendar samo v določenih trenutkih, ki bom tudi kasneje omenil. Zato skušajte razumeti, da za delo, ki se izvaja v salonu, je odgovoren vsak vodja. In če on ne deluje na pravi način, tudi zaposleni ne morejo delovati učinkovito. Res je, da vse te stvari, o katerih sem sedaj povedal nekaj besed, najpogosteje to sloni na eni osebi. In to je predvsem lastnik salona oziroma lastnica salona. Običajno rešuje sama vse. Od komunikacije, od, bomo rekli, priprave urnikov, standardov, marketinga, vodi zaposlene. Če pride do reklamacij, je tudi oseba, ki je pooblaščena za to, da rešuje določene reklamacije. In seveda naj bi bila tudi oseba, ki dobro obvlada finance. In če tega ni, je lahko posledica takšnega početja izguba fokusa, prevelika utrujenost, občutek, da salon dela oziroma visi vse na enem človeku. In zato salon ne more postati stabilen. In kdaj lahko postane stabilen? Stabilen ne postane takrat, ko dela več. Stabilen postane takrat, ko celotno delo ne temelji več samo na eni osebi. In zdaj, če se nekoliko podrobneje poglobimo v te zadeve, kaj pravzaprav salon v resnici potrebuje za to, da bi deloval dobro? V prvi vrsti sistem. Beseda sistem je, tako ko se pogovarjam s kozmetičarkami, pogosto, bom rekel, takšna neprijetna, no? Ker sistem pomeni nekaj, kar ni jasno definirano, če sem iskren, ne. Pomeni več stvari, ki morajo biti urejene, zato da bi neka stvar potekala tako, kot je to potrebno. No, in ta sistem je najtežje pravzaprav v salonu zgraditi. Zato smo mi to odgovornost prevzeli nase, kajti sistematičen pristop pomeni, bom rekel, zelo hiter napredek za tiste, ki razumejo koncept tega. Pogosto pa se dogaja, da nekateri to menjujejo z drugimi besedami, ki se v naši kozmetični praksi ravno tako manj uporabljajo. Kot je recimo beseda taktika, ki jo moramo vedeti, kako uporabljati in kdaj uporabljati in zakaj, in seveda tudi načrtovanje, planiranje, ne. Kajti, če mi dobro ne načrtujemo oziroma planiramo, potem ne vemo, kam gremo. Mi temu pravimo strategija in ne moremo sistem menjati za strategijo, to mora biti povsem jasno. Te naloge so povsem ločene. Strategija pove, kam gremo, taktika govori o tem, kaj bomo uporabili za to, da bomo lahko to dosegli, kar želimo, in seveda sistem pa je nekaj, kar nam pomaga na osnovi zgrajene strategije in taktike rešiti oziroma potrditi, kako stranke, recimo, ki jih pridobimo,
ohraniti dolgoročno v salonu. In ravno tako, kako organizirati poslovanje, da bo dolgoročno delovalo. To pomeni zgraditi sistem. Mi moramo poznati korak po koraku, kako prideti do najboljše, največje učinkovitosti vsakega posameznika v salonu. In ne samo vodje. Kajti vodja lahko hitro izgori. Torej, če so naloge jasne oziroma vloge, ki jih morajo zaposleni zagovarjati, jasne in zadevajo dobro vsakega posameznika, pomeni, da je tudi organizacija aktivnosti dobro pripravljena. To se povezuje z časovnimi normativi, seveda dobro komunikacijo in prevzemom odgovornosti in dosledno komunikacijo. In po vsem tem, kar sem povedal, ste zagotovo opazili, da problem pravzaprav ni v salonih. Največji problem, najpogosteje je način delovanja. Torej, ne gre za količino dela, temveč za način, ki smo ga nekako ustvarili, zato da lahko delujemo učinkovito. Vendar, da bi to uspeli izpeljati, je potrebno veliko več reda, discipline, več jasnosti in predvsem več razumevanja do poslovanja. No, in še zaključna misel za danes. Torej, ko salon zgradi pravi sistem, še ne pomeni, da delo izgine. Izgine pa občutek nenehnega kaosa. In če to razumemo, potem smo zmagali. Pišite nam, tisti, ki ste zainteresirani, da bi se družili v naših manjših skupinah po različnih krajih v Sloveniji, kjer bomo seveda vam pomagali pri tem, da boste korak za korakom razvijali svoje poslovanje. Pišite nam, kontaktirajte nas in obveščali vas bomo o vsem, kar se dogaja na področju delovanja, uspešnega delovanja v kozmetičnem salonu. Lepo se imejte in do naslednjič. Srečno!